pri fiziki oziroma naravnih pojavih, kdaj pridemo do primera, ko se nam zadeva zdi pravzaprav čudežna. To se nam pogosto dogaja v primerih, ko nastopajo sile na daljavo. To so gravitacijska, električna ali pa magnetna sila. Pri teh silah namreč ni potrebno, da se telesa med seboj dotikajo, ampak sile delujejo preko praznega prostora oziroma na daljavo. V našem primeru vrtavka lebdi nad podstavkom. To se zgodi zaradi magnetne odbojne sile med podstavkom in vrtavko. Podstavk in vrtavka sta namreč oba magneta, in sta postavljena tako, da se nad središčem podstavka ravno lepo odbijata. Se pravi, da je magnetna sila nasprotna sili teže. Ta zadeva poskrbi, oziroma ta pojav poskrbi za to, da vrtavka ne pade. Zdaj pa, da vrtavka vztraja v svojem položaju, se pravi, da se ne prekucne, se mora pa še vrteti. To je podobno tako, kot če bi vrtavko zavrteli tudi na podlagi, dokler se vrti, vztraja v svojem položaju. Tako da pravzaprav ta na nek način čudežen pojav, kot je lebdenje, rečemo tudi magnetno lebdenje ali levitacija, pravzaprav poskrbita dva zelo dokaj osnovna fizikalna pojava, to sta magnetna sila in vrtilna količina.